Dvojna krona gorskemu tekaču Timoteju Bečanu. Makadam spreminjamo v asfalt. Reka Sava pripoveduje. Opolnomočenje družinskih oskrbovalcev. Otroci otrokom lepo je živeti. Spoznavajmo jajčno tempero. Glasen zaključek jesenskih serenad. Balinanje za praznik športa. Odlična udeležba na 9. medvoškem teku. Lepo pozdravljeni. Zdaj je dokončno znano, da se bo na predsedniških volitvah v nedeljo 23. oktobra za mesto predsednika republike potegovalo 7 kandidatov oziroma 2 kandidatki in 5 kandidatov. Slab mesec kasneje, v nedeljo 20. novembra, pa bomo vsi polnoletni še enkrat povabljeni na volitve, tokrat lokalne, redne županske volitve, redne volitve v občinske svete in v svete krajevnih in vaških skupnosti. Današnjo informativno oddajo začenjamo s tekom in s tekom jo bomo tudi zaključili. Medvoškemu gorsko-tekaškemu šampionu Timoteju Bečanu in Avstrijki Andreji Majer je uspel šmarnogorski dvojček zmag. Oba sta slavila tako na 43. teku na Šmarno goro, ki se je odvijal preteklo soboto, kot tudi na petkovem 26. rekordu Šmarne gore. Sobotna preizkušnja je ponovno štela tudi za točke svetovnega pokala. Petkov čas Avstrijke pa predstavlja nov najboljši ženski čas v zgodovini rekorda. 43. tek na Šmarno goro se je znova vrnil na staro traso čez Grmado in okrog Šmarne gore na vrh in je ponovno štel za niz svetovnega pokala v gorskih tekih razreda B, kar pomeni le nižji nagradni sklad od ostalih tekem. Zasedba zbranih tekačev pa je bila kljub temu vrhunska. Skupaj je v petek in soboto teklo okrog 280 tekačev iz 10 držav. Ja, seveda sem zadovoljen po včerajšnjem res hudem dežju. Nas je danes dočakal lepši dan z malo boljšimi pogoji, saj kar se oblakov in tistega, kar prileti z oblakov tiče, seveda proga je pa blatna za vse enako, tako da jaz mislim, da so kar zadovoljni in mi, organizatorji in tekači. Timotej Bečan in Avstrijka Andreja Majer sta bila glede na zadnje mednarodne tekme in pa zgodovino gorskih tekov v vlogi favoritov in to vlogo na koncu tudi upravičila. Timotej je na sobotni 10-kilometrski preizkušnji slavil pred 2 Kenijcema s časom 43:47. Ja, je odlično. Hvala. Lani sicer ni bila tako močna konkurenca, ampak letos je Tomo kar privlekel ene par zelo dobrih, tako da mi ta danes veliko pomeni. Sem se zelo taktično lotil te tekme, začel lepo zmerno, ne. Potem na Grmado nekako skoraj ulovil že prve, na spustu, ki ga poznam, sem šel mimo in potem mi pa ratalo to zadržati do konca. Se mi zdi, da sem zelo dobro moči razporedil in na taki progi, ki je toliko selektivna, je to kar ključno. Zato, ker tudi ta zadnji del je treba odteči, se pravi, v neki hoji to ne bi šlo hitro. Že dan prej v petek je slavil tudi na 26. rekordu Šmarne gore, kjer se tekači merijo na najkrajši poti od zadnje hiše v Tacnu do vrha Šmarne gore. 1,8-kilometrsko progo s 360 metri višinske razlike je letos premagal s časom 11:13 in takole za sekundo zaostal za slovenskim rekordom, ki je prav tako v njegovi lasti. Ponovno izjemen dosežek, sploh ob upoštevanju dejstva, da se je med tednom ubadal z boleznijo. Kot da nisem bil 100%, sem šel z malo bremze tudi v tekmo. Isto včeraj sem isto naredil, se pravi bolj taktično začel in moram reči, da tudi vmes nisem prav veliko na uro pogledal. Se mi ni šlo toliko za čas, kot pač da obranim zmago spet. Recimo za rekord je pa treba biti še bolj 100% kot za današnjo tekmo, ker je pa pač vsaka sekunda, vsak korak, vsaka korenina kamen šteje. Če je Bečan po najkrajši poti s Tacna na vrh le za sekundo zgrešil osebni najboljši slovenski čas doslej, pa je legenda gorskih tekov 43-letna Avstrijka Andreja Majer s časom 12:36 postavila še en spomenik svojim rekordnim dosežkom, ki si jih sicer lasti na številnih gorskih preizkušnjah. 7-kratna zmagovalka teka na Šmarno goro drži sedaj oba najhitrejša časa. Dolgoletni rekord Mateje Kosovel pa je zboljšala za kar 42 sekund. Yesterday was really a very great race, but that's something, the race from yesterday is really made for me. It's very short, very steep and just uphill. That's something I really like. Today
Yeah, there was this downhill part, which I don't prefer that much, but altogether it's always very, very nice to be in Zmanagora, and I really like it there, and I also like all the atmosphere here, and I like to, afterwards in the afternoon, we always go to Ljubljana for sightseeing, and yeah, it's such a wonderful town. I like Slovenia. Preizkušnje na Šmarni gori pa za vse gorske tekače naznanjajo tudi skorajšnji konec tekmovalne sezone. Bečan je z letošnjo sicer zelo zadovoljen, na svetovni lestvici tekačev trenutno zaseda visoko 4. mesto. Kot veliki neuspeh pa si bo ob letnici 2022 zapomnil preizkušnjo Evropskega prvenstva. Ja, vedno so vzponi, so padci. Največji padec v Brezno, da rečem, je bilo Evropsko prvenstvo. Tisti sem bil res razočaran, ampak pač mogel sem iti naprej in v bistvu že en teden potem sem na Grossglocknerju, sem bil 6., izboljšal svoj čas, tako da sem vedel, da je bil tisti nek slučaj nekih dogodkov, ki so se pač zgodili in negativno vplivali na rezultat. Ampak to je pač tako v športu, ne. Včasih gre, včasih ne, samo vztrajati je treba, ne. In mislim, da sem kar na dobri poti tukaj. Svetovnega prvenstva se letos ni udeležil, do konca sezone pa ga čaka še zaključek svetovnega pokala in nekaj težkih preizkušenj v Italiji, nato pa zaslužen oddih in čas za družino in službene obveznosti. Kot rečeno, o teku tudi ob koncu informativne oddaje, ostajamo pa pri makadamu in predvsem hribovitem delu naše občine. Po vsakem večjem deževju se sprašujemo, koliko nas v takih primerih stane vzdrževanje makadamskih cest. Sledi preverba, koliko metrov makadama je v letošnjem letu že dobilo asfaltno prevleko in koliko ga še bo. Sklepna misel občinskih svetnikov ob sprejemanju vsakoletnih proračunov, rebalansov ali ob seznanjenju z letnim poročilom občinskega koncesionarja običajno je: asfaltirajmo čim več najbolj spornih makadamskih odsekov in zmanjšamo stroške vzdrževanja. V lanskem letu je bil neposreden strošek urejanja makadama, predvsem po večjem deževju, 55.000 evrov, posredno pa še kakšnega tisočaka več. Kako sicer občina pristopa k recimo rekonstrukciji makadamskih cest in asfaltiranju? Tukaj gremo po nekako prioritetni listi, ki nam jih vsako leto posredujejo posamezne krajevne skupnosti, potem pa glede na razpoložljiva finančna sredstva umestimo te projekte v proračun in potem tudi v samo izvedbo. Kakšno besedo reče tudi vzdrževalec teh cest? Seveda, mi dobivamo njihove tedenska poročila. Tudi sami krajani nam javljajo glede poškodb cest, tako da probamo slediti tistim kritičnim odsekom in poskušamo zagotoviti sredstva in jih potem tudi realizirati in seveda asfaltirati posamezne odseke. Tokrat smo se odpravili v krajevno skupnost Trnovec. Ja, trenutno stojimo na odseku Trnovca proti zaselku Setnica. Gre za večji klanec oziroma večji naklon, ker imamo seveda v času zime probleme glede pluženja, glede uporabnosti te ceste, tako da smo se nekako odločili, seveda na pobudo tudi krajevne skupnost Trnovec, da se v letošnjem letu asfaltira 300-metrski odsek, predvsem tale klanec. Dela se pričela v oktobru in mislim, da bo tudi do konca oktobra ta odsek tudi poasfaltiran. V postopku javnega naročila je bilo izbrano podjetje Creative Engineering, pogodbena vrednost del pa znaša dobrih 97.000 evrov. Sredi septembra je v isti krajevni skupnosti potekalo tudi asfaltiranje ceste med hišnjima številkama Trnovec 45 in Trnovec 20. Obstoječa makadamska cesta je bila dotrajana in potrebna obnove in ureditve ustreznega odvodnavanja. Odsek je izvajalec podjetje HNG obnovil v dolžini približno 174 metrov. Projekt je vreden približno 35.000 evrov in je primer dobrega sodelovanja krajevne skupnosti in občanov, saj je 13.000 evrov prispevala krajevna skupnost Trnovec, 5.000 evrov pa občani, ki bivajo ob cesti.
Tik pred asfaltiranjem je tudi 650-metrski makadamski odsek na cesti Novsovnik, odsek pred domačijo Rožnik. Gre za eno izmed prioritetnih investicij v vrednosti 182 tisoč evrov, ki jih je predlagala krajevna skupnost Sora in dejansko sodi med prizadevanja, da skladno s finančnimi zmožnostmi asfaltirajo čim več makadamskih cest na območju Pohograjcev, saj se s tem izboljša kvaliteta bivanja in hkrati znižajo stroški vzdrževanja cest. V postopku javnega naročila je bilo izbrano podjetje Hipka. Največji odsek makadama pa bo letos asfaltno prevleko dobil vendarle v ravninskem delu naše občine. Gre za rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste Smlednik-Nova Dragočajna v vrednosti 730 tisoč evrov. Če potegnemo črto, se bo dolžina makadamskih cest letos znižala za skoraj 2 kilometra, kar bo občinski proračun olajšalo za več kot 1 milijon evrov. Danes, poleg mnogih posameznikov, tudi našega direktorja televizije, praznujejo tudi družinski in ostali neformalni oskrbovalci. 3. leto zapored je namreč 6. oktober tudi Evropski dan tistih, ki doma oskrbujejo starejšega ali invalidnega družinskega člana, prijatelja ali soseda. Podatki kažejo, da kar 80% tovrstne oskrbe opravijo prav slednji. Za svoje delo zaenkrat še niso plačani, brez njih pa bi se sistem oskrbe bržkone sesul. V Inštitutu Antona Trstenjaka se že desetletja trudijo, da prek tečajev družinskim in ostalim neformalnim oskrbovalcem nudijo pomoč in oporo pri tem psihično in fizično napornem delu. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je ta ponedeljek po slabih 3 letih ponovno pričel z novim sklopom 10-kratnega brezplačnega tečaja za družinskega oziroma neformalnega oskrbovalca v naši občini. Ja, vedno več je svojcev, ki doma oskrbuje starejše, in na ta način jim damo dodatna znanja, oporo, izkušnje, da lahko za svoje svojce lažje in boljše pa predvsem dlje časa skrbijo v svojem domačem okolju. Domači, ki oskrbujejo starejšega, so najbolj prezrta populacija pri oskrbi. 80% vseh ljudi je oskrbovanih v domačem okolju, zgolj 20% v ustanovah. Medtem ko domači oskrbovalci so deležni bistveno manj opore, imajo bistveno manj znanja in pa po drugi strani pa tudi so bistveno bolj obremenjeni še z vsemi drugimi vlogami, ki jih opravljajo v življenju. Tovrstna družinska oskrba je še kako pomembna, tako za lokalno skupnost kot družino, predvsem zaradi preobremenjenosti ostalih sistemov oskrbe starejših. Samo za Medvoški center za starejše je na čakalni vrsti več kot 1200 starejših oseb. Starejšim družinska oskrba torej omogoča, da ostanejo dlje časa doma, s tem se ohranja medgeneracijska solidarnost in tudi ekonomska stabilnost družine. Domska oskrba je namreč običajno bistveno dražja od prejemkov, s katerimi oskrbovanec razpolaga. Brez podpore družinskih oskrbovalcev oskrba je nemogoče. Ni sistema na svetu, ki bi pokril kompletno oskrbo zgolj z javnimi sredstvi. In občina Medvode se tega zaveda. Zato je pristopila k temu, da podpre družinske oskrbovalce, to je svojce, ki doma oskrbujejo starejše ljudi, tudi na ta način, da jim omogoča, da pridobijo več znanja. Tovrstni tečaj je namenjen vsem tistim, ki bi pritrdilno odgovorili na vprašanje, ali najmanj 5 ur tedensko ali celo stalno oskrbujete in negujete starejšega ali invalidnega družinskega člana, sorodnika, prijatelja, ali pa se bo to zgodilo v kratkem. In se ob tem morda sploh ne zavedate, kako dragoceno delo in tudi zahtevno delo opravljate oziroma boste opravljali. Zakaj ste se odločili, da danes pristopite k temu tečaju? Je to prvič ali je teh tečajev že več za vami? V bistvu jaz sem se hotela tečaju pridružiti že pred leti, ko so ga organizirali, ampak takrat mi ni uspel, ker sem pač imela v negi še oba starša, tako da zdaj imam pa malo več časa in sem rekla, ja, je treba probati.
Bom vprašala takole, imate občutek, da je dovolj poskrbljeno za ljudi, ki oskrbujejo starejše? V bistvu, ko se ti znajdeš z staršem recimo doma, da ga je treba oskrbovati, običajno to pride čez noč in ti nisi niti pripravljen, niti nimaš nobenih informacij. Zdaj, jaz sem imela srečo, da sem imela podporo naše družinske zdravnice, dr. Premeljčeve, ki je res so dobro sodelovala in tudi mi je povedala, kako se znajdem, kam se obrniti in tako naprej. Drugače smo pa v glavnem sami sebi prepuščeni. No. Kje ste se najbolj lovili mogoče? V bistvu najprej tisti prvi šok. Jaz sem v bistvu čez noč, v bistvu v enem mestu sem imela oba starša nepokretna. Tisti je bil prvi šok, prilagoditi 3 šoloobvezne otroke, službo, 2 nepokretna starša. Tisti šok, kako prilagoditi vse skupaj, da življenje teče naprej. Gre za verificiran neformalni program, sestavljen predvsem z namenom, da družinski oskrbovalec pridobi določena znanja in spretnosti, komunikacijske veščine, dobi stik s strokovnjaki, se izogne socialni izoliranosti in je deležen tudi medsebojne podpore. In še, kot tečajnik se nauči poskrbeti za starejšega in potem, ko sam potrebuje pomoč, jo tudi lažje sprejme. Te vsebine pa so, se pravi, komunikacija, pogovor s starejšim človekom, to je še eden od ključnih vsebin, ki ne sme manjkati na nobenem tečaju, ker največ težav prihaja zaradi nesporazumov med starejšimi in mlajšimi že sicer v življenju, kaj šele pri oskrbi. Potem drug tak sklop je, kako s težavnim starom, kaj takrat, ko je star človek težavn, potem demenca, potem konkretno, kako oskrbovati človeka, kateri pripomočki so na razpolago, to s pomočjo lokalne patronažne službe, sestre, tudi to, kako bi rekla, raziščemo, potem se učimo s pomočjo fizioterapevta poskrbeti za lastno zdravje. Za ženske je zelo pomembno, da vzdržujejo kondicijo, da skrbijo za križ, pa tudi za svoja rodila, Ne nazadnje, potem kako skrbeti zase, se pravi za lastno sprostitev, To so tudi pomembne vsebine, zaključimo pa na vsakem tečaju z temo, ki je tudi del življenja, to je umiranjem in žalovanjem. Inštitut Antona Trstenjaka ta tečaj opravlja že skoraj 30 let. Sprva so opravili le 3 srečanja, sedaj pa že 10, z različnimi temami in spoznanjem, da je tečaj dobro ponoviti v vsaki lokalni skupnosti na vsaki 2 leti. Po končanem tečaju pa v vsakem kraju ustanovimo skupino svojcev, ki je potem skupina za samopomoč, kjer se svojci dobivajo naprej pod inštruktažo inštituta in ta skupina je v kraju odprta tudi za vse druge, za vse, ki potrebujejo pomoč, oskrbo, da se potem lahko obrnejo, kajti deljenje medsebojnih izkušenj na tečajih je to osrednja potreba. Da lahko starostniki dalj časa ostanejo doma v družinski oskrbi in pomoč svojcem, so tudi socialne oskrbovalke, ki opravljajo storitev pomoč družini na domu. Z letošnjim letom je to storitev prevzel javni zavod Sotočje. Smo zadovoljni z izvajanjem pomoči na domu, smo tudi povečali število uporabnikov, trenutno jih tam okrog 80 oskrbujemo, v celem letu jih je pa bilo že blizu 120 vključenih. Veseli smo, da lahko še vedno vse vključimo, ki si želijo, pač da nimamo čakalne vrste, tudi kadrovsko smo se ukrepili, dodatno zaposlitev, pomaga nam upokojenka še ena gospa in ena gospa prek pogodbe. Katere so še vedno tiste storitve, ki jih najbolj potrebujejo ljudje v tem trenutku? Ja, največ je te jutranje nege, menjava inkontinenčnih pripomočkov, umivanje, priprava zajtrkov, potem tudi gospodinjska pomoč, osnovno čiščenje in pri vseh uporabnikih se izvaja tudi ta socialni vidik, družabništva. Zaenkrat nimajo težav s kadrom, ki ga sicer po domovih za starejše že primanjkuje. Z oskrbovalkami, moram reči, imamo kar srečo, mislim, da so tudi zadovoljne, tako pridne, odgovorne, pripravljene za delo, vedno se vse dogovorimo in nimamo kakšnih problemov z bolniškami, tako da kar fajn vse
poteka. No. Sedež nove storitve javnega zavoda Sotočje Medvode je v Pristavi, v stavbi krajevne skupnosti Vaše Goričane, kjer potekajo tudi tečaji. Pod okriljem sociale javnega zavoda Sotočje se odvija tudi projekt Prostofer, projekt, v katerem starejše, ki druge možnosti nimajo, po nujnih opravilih brezplačno odpeljajo vozniki prostovoljci različnih poklicev, statusov in starosti. Trenutno imajo le 6 voznikov, potreb občanov pa je veliko, zato apelirajo na prostovoljce voznike, da se jim pridružijo. V prvih 9 mesecih letošnjega leta je bilo upravljenih 286 prevozov. Dobro pa poteka tudi babi servis, ki ga upravljajo 4 aktivne babice, torej mlajše upokojenke. V projekt pa je vključenih 6 družin. V letošnjem letu je bilo upravljenih več kot 230 ur varstva. Starejše pa v javnem zavodu Sotočje vabijo tudi, da se prijavijo na individualno medgeneracijsko učenje informacijskih komunikacijskih tehnologij in na plesne delavnice za starejše. Kulturno-umetniško društvo Jarem je ob tednu otroka, pa tudi ob tednu, ko se bolj kot sicer zavedamo kulturne dediščine, organiziralo brezplačno delavnico Jajčne tempere za otroke in mladostnike pod vodstvom Ana Marije Meglič. V soboto dopoldne so v rojstni hiši Jakoba Aljaža otroci spoznavali tehniko slikanja z jajčno tempero in ustvarjali z njo. V nedeljo pa so ustvarjeno že postavili na ogled. Motiv je bil živali. Mi smo se jim pridružili na sobotnem spoznavanju nove slikarske tehnike. Razmišljala sem, kaj bi jim lahko ponudili, in odločila sem se za jajčno tempero, ki je nekako zamrla med ustvarjalci, med umetniki, ker je precej nepoznana, zelo redki umetniki na ta način ustvarjajo, ker je zelo kompleksna, dolgotrajna in mogoče tudi smrdljiva tehnika. Želela sem otrokom, v današnjem času, ki se mogoče malo preveč pri ekranih, predstaviti naraven način ustvarjanja, ker to je popolnoma organska tehnika, ker porabljamo naravne pigmente, prahe, jajca kot vezivo za pripravo te barve. Pojem tempera izhaja iz latinskega glagola temperare, kar pomeni mešati v pravem razmerju. Je trajna, hitro sušeča slikarska tehnika, ki je sestavljena iz suhih barvnih pigmentov, pomešanih z vodotopnim vezivom. V primeru otroških delavnic, ki so jih v tednu otroka za otroke brezplačno pripravili v Hudu Jarem, je bilo to vezivo jajčni rumenjak. Zanemarjen pa ni bil niti beljak. Rumenjak pri jajčni temperi uporabljamo kot vezivo suhih pigmentov. Suhi pigmenti so to v bistvu naravni prahi, če lahko rečem, če vzamemo črno, suho oglje, zelo močno strto, zelo fin prah. Ta prah zmešamo z destilirano vodo in dodamo rumenjak kot vezivo, da se ta prah in voda povežeta med sabo. In s tem potem barvamo oziroma ustvarjamo sliko. Beljak pa uporabimo naslednji dan, ko končamo sliko. Namreč beljak stepemo v trdi sneg in pustimo stati 24 ur in tista beljakova vodica, ki se nabere na dnu posode, jo uporabimo za premaz slike. S tem zaščitimo sliko in obenem tudi dobijo te barve malo večji lesk. Slike z jajčno tempero so zelo obstojne in še vedno ostajajo primeri iz preteklosti, tudi iz 1. stoletja našega štetja. Ko se jajčna tempera namreč posuši, postane vodoodporna. Ta slikarska tehnika je bila prevladujoča vse do izuma oljnih barv v 16. stoletju, do oživljanja pa je ponovno prišlo v 20. stoletju. V današnjem instant času je prav, da tem našim otrokom predstavimo pozabljene stvari oziroma instant zadeve, ki jih danes imamo, so nastale zaradi naših predhodnikov, ki so šli skozi vse te peš procese, dolgotrajne procese, da oni danes lahko na ta način živijo in uživajo vso to komoditeto. Moramo se včasih zavedati ozadja, vse te ugodnosti oziroma komoditete, ki jo na današnji čas nudi. Obenem je pa tudi v bistvu ta tehnika zelo naravna, ker uporabljamo popolnoma naravne stvari, od pigmentov do jajca. Zdaj, včasih so slikali na zidove
na stene in na lesene plošče. In tudi danes sem jaz otrokom prinesla v bistvu lesene plošče, da bodo okusili so to delo naših prednikov. Eno najbolj znanih del v Jajčni Kemperji je delo renesančnega slikarja Sandra Botticellia Rojstvo Venere. Jarmove mlade ustvarjalke pa so si za motiv izbrale živali. Za uvod v teden otroka nas je mlajša gledališka skupina Kulturno-umetniškega društva Smlednik, ki ustvarja pod mentorstvom Brede Rovšek in Anje Jeršan, to soboto povabila v Kulturni dom Medvode na otroško predstavo v 2 delih z naslovom Lepo je živeti. V prvem se je v lutkovni predstavi Sinička in Žabec predstavila najmlajša skupina lutkarjev, starejši otroci pa so izvedli gledališko plesno predstavo s pripovedjo o življenju. Skratka, Kulturni dom Medvode, kjer so gostovali mladi smeški gledališčniki, je bil poln otrok, ki so rade volje sodelovali pri predstavi, ki so jo že sicer sooblikovali otroci sami. Stari so od 6 do 13 let. Zvedeli so, da se nekaj dogaja v Kudu, ne? In so prišli in vsak, ki je prišel, je bil dobrodošel, ne? Tako da se tam igrajo, plešejo, pojejo, da uživajo. Zgodba Sinička in Žabec je preprosta. Nekdo je Sinički prepovedal peti, kdo je to in zakaj, se sprašuje Rdeča kapica skupaj s številnimi gozdnimi živalmi. Nekatere med njimi imajo svoje, vsem otrokom znane pesmice, za druge so za to priložnost šele nastale. Otroci sami animirajo z lutko, pojejo pesmi in improvizirajo dialoge. Otroci poslušajo zgodbo, ne, potem pa oni sami soustvarjajo dialoge, tudi kakšno besedilo pesmi, ne, tako da niso otroci, če se nekaj na pamet naučijo, so narejeni, tako so pa iskreni in taki, kot morajo biti. Res pa je, da so pri tem ustvarjanju zelo sproščeni, ker v šoli morajo bolj sedeti pri miru in tako, ne. Tako da, kadar so na kakšni vaji, ne, v dvorani, osvajajo prostor in jih je po celi dvorani dosti, ne. In potem, ko se to vse zaključi, lahko pa nadaljujemo. Breda Rovšek je upokojena vzgojiteljica, lutkarica, ki vse lutke izdela sama, saj je to njen hobi. Njene predstave pa so bile za otroke od najmlajših v vrtcih do učencev prve triade gledališko-pedagoški proces. Za vsako učno uro, bodisi slovenščine, matematike, spoznavanje narave, ima kakšno predstavo na zalogo. Zgodbe, tudi tiste že slišane in upodobljene, je vedno priredila tako, da lahko k sodelovanju vključi tudi mlade gledalce v dvorani. Kaj pomenijo lutke za to vzgojo v gledališču, ampak nasploh vzgojo otrok? Ja, lutka je medij, preko katerega se otrok sprosti, je naraven, ni narejen, je lahko tudi bolj ustvarjalen. Tako da, ja, lutka je zlasti v teh mlajših letih za otroke, mislim, da precej pomembna, no. Kot rečeno, je bila sobotna predstava Otroci za otroke sestavljena iz 2 delov. V prvem se je v lutkovni predstavi Sinička in Žabec predstavila najmlajša skupina lutkarjev. Starejši otroci pa so izvedli gledališko plesno predstavo s pripovedjo o življenju. Ja, vlogo sem imel, da sem napovedoval na začetku, pa sem pa tudi pomagal pri muziki in takih stvareh, pa tehniki. Sporočilo je bilo, da je lepo živeti, s čim se strinjam in ja, mi je kar všeč. Je dobro. Se strinjam. Kako so potekale vaje, kakšna mentorica je Breda? Ja, vaje smo imeli večkrat na teden, mentorica je super, fajn nas je naučila, tako da ja. Si že poizkusil tudi s kakšnimi lutkami, oziroma kako misliš, da otroci sprejemajo te lutke? Z lutkami sem tudi že jaz igral, tako da je bilo dobro. Otroci, meni je bilo osebno, mi je bilo ful dobro, zato da sem se naučil z lutkami igrati, pač dobra izkušnja. V bistvu me je moja babi me je peljala prvič in mi je bilo všeč
in pa sem bolj začela hoditi. In povej, kakšno vlogo si imela vse danes. Vem, da si povedala en zelo lep stavek. Danes sem imela vlogo Ježka. In na koncu? Na koncu sem imela pa tudi lep stavek. In ta se glasi kako? Tudi mi, otroci, si želimo miru na svetu. Preteklo sredo se je izjemno glasno, lahko rečemo, da najbrž kar najglasneje v vsej 46-letni zgodovini končal niz glasbenega cikla Jesenske serenade. Žal je glasbenike slabo vreme pregnalo v dvorano, zato je bil nastop namesto na Mestnem trgu v Medvodah v dvorani Kulturnega doma v Smledniku. Gledalci so zaradi napovedanega glasnega nastopa zasedli zgolj zadnji del dvorane, pa še tam je bil zvok bobnov glasen, kar pa ni motilo nobenega od poslušalcev, ki so se tudi s ploskanjem pridružili energičnim brazilskim ritmom. Ritem je nekaj primarnega, čist primarnega, vsi smo, že ko smo majhni, začnemo migati, hoditi, vse kar delamo je ritmično. Tako da v bistvu tudi to, kar počnemo, ljudi zaziba, sigurno. Šercer brigade je energičen kolektiv izkušenih bobnarjev in bobnar, ki si s pomočjo glasbe prizadeva za spremembe znotraj posameznika. Brazilska glasba in ritem, ki izhaja iz te glasbe, je neusahljiv vir inspiracije, saj leta pripravi človeka do plesa, boljšega počutja in pozitivne naravnanosti. To je zasedba, ki dela že nekaj let, smo iz vseh vetrov, tudi iz cele Slovenije. Nekaj smo profesionalci, par jih je, ki so pač entuzijasti, radi bobnajo in pač skupaj delamo, skupaj vadimo, skupaj nastopamo. To je to. Brazilska bobnarska tradicija je popularna na karnevalih in koncertnih lokacijah po vsem svetu. Za razgiban ritem in solistične vložke je poskrbel vodilni boben, 3 bas bobni so poskrbeli za močno in mogočno bas linijo, ki je dosegla ter prepričala vse prisotne. Za visoke, a nič manj udarne zvoke pa so poskrbeli še različni manjši bobni in tolkala, ki so skupaj ustvarili široko in z energijo nabito paleto zvoka, ki nikogar ni pustila ravnodušnega. Izjemen je bil tudi gledališki igralec Dejan Pevčević, ki je med nastopom odigral dele romana Pločevinasti boben in sicer jih je interpretiral kot Oskar Macerat, 30-letni zapornik v inštituciji za duševno bolne. Pločevinasti boben je bil izdan leta 1959 in vsebuje elemente nemške folklore in groteske. Zgodba je postavljena v Danzig, kjer sledimo zgodbi Oskarja in njegove družine ob vzponu in padcu nacizma. Roman je postavil globoka in boleča vprašanja za sodobne Nemce, saj ne bi ostali odgovorni za nacistične vojne zločine. Zaradi tega razloga je Pločevinasti boben najbolj pomembno in vplivno Grassovo delo, ki ljudem da misliti. Jesenske serenade so se tako izjemno glasno poslovile. Zvoki bobnov bodo odmevali vse do prihodnjega septembra, ko nas čakajo že 47. jesenske serenade. Taborniki rodu dveh rek Medvode so v soboto organizirali prvi filmski večer pri taborniški hiški v Preski. Obiskovalci so si lahko na napihljivem filmskem platnu tako ogledali letošnji film Ena za reko, zgodba Save. Da pa obiskovalce ni zeblo v hladnem jesenskem večeru, pa so jim taborniki priskrbeli tudi deke, da so si pogreli noge, in toplo pokovko in palačinke, da so si pogreli želodce. Gledali bomo film Zgodba Save. To je letošnji film, se mi zdi, ki ga je promoviral Balkan River Defense. Gre se o 4 kajakaših, ki spoznavajo Savo, kako je njena preteklost, njena prihodnost. Zraven pa imamo še za goste ponudbo kokic in potem kasneje še palačink. Taborniki so v preteklih letih urejali prostor okoli hiške, sedaj pa, ko je prostor urejen, želijo pokazati ta prostor tudi ostalim občanom, krajanom Preske pa želijo pokazati, da ta prostor ni namenjen le tabornikom, temveč da je to prostor namenjen celotni lokalni skupnosti, da se lahko tam družijo skupaj s taborniki. In prav v ta namen so se odločili, da bodo organizirali sobotni filmski večer. Sama ideja je prišla z željo po druženju z ostalimi občani, zaradi želje da pokažemo, kakšen prostor smo uredili oziroma da tudi občani spoznajo, da je tukaj prostor za vse, ne samo za tabornike in da se lahko tudi skupaj kdaj podružimo.
Taborniki so se za organizacijo tega dogodka povezali najprej z občino Medvode, ki jim je posodila napihljivo filmsko platno, ter s skupino Balkan River Defense, da so na dogodku predvajali njihov novi film Zgodba Save. Nam je dobra ideja zaradi tega, ker vemo, da imajo v občini napihljivo platno za kino. Tudi izbira filma se mi zdi zelo dobra, glede na to, tematsko obarvana zaradi tabornikov, glede narave, glede na to, da živimo ob reki Savi, imamo hidroelektrarno in tudi zdi se mi zelo pomembno spodbujati zavedanje o vodnih virih in vodah samih, glede na vroča poletja, ki nam lahko pestujejo v prihodnosti. Z veseljem smo se odločili, da damo film tudi tabornikom, zato ker so glih taka skupina ljudi, kot smo mi. Radi so v naravi, pa radi poskrbijo za naravo. In če se bomo mi en drugemu pomagali, bo precej boljš, kot bi bilo lahko, če se ne bomo. Tako da smo zelo veseli, da se to kle dogaja. Sam film Zgodba Save je dokumentarni film, ki preko oči 4 kajakašev prikaže celotno strugo Save v Sloveniji, njeno divjo preteklost, temno zgodovino, barvito sedanjost in negotovo prihodnost. Film predstavlja cel tok slovenske Save, se pravi 251 km, Savo Dolinko, Savo Bohinjko, pa še celo Savo, ker smo jo 4 kajakaši preveslali v 11 dneh lani. Spremlja nas je pa snemalna ekipa in v bistvu smo skozi to imeli priložnost predstaviti celo Savo, pa še vsa razmišljanja, ki vštric tega potekajo o tem, koliko je lepa, koliko je divja, koliko je že uničene, koliko jo pa še hoče uničiti z novimi 12 jezovi. Filmskega večera se je udeležilo veliko število ljudi, tako tabornikov kot tudi drugih krajanov in občanov, ki so bili nad samo organizacijo zelo navdušeni. Taborniki so se tako odločili, da bodo v prihodnosti poskusili organizirati podobne dogodke, ki bodo popestrili njihovo hiško in njeno bližnjo okolico. Da ne boste teh dogodkov zamudili, pa vas taborniki vabijo, da jim sledite na njihovi Facebook strani Društvo tabornikov Rod dveh rek Medvode, kjer bodo objavljali obvestila o podobnih dogodkih. Že prejšnjo soboto smo bili povabljeni na že tradicionalni balinarski turnir v prostore Medvoškega balinarskega kluba, ki jih ima ob medvoškem nogometnem igrišču. Gre za klub, ki ima v Medvodah dolgoletno tradicijo in številno članstvo, ki pa se na žalost stara in išče načine, kako v svoje vrste privabiti mlajše člane. Balinanje je kot športna panoga prišlo v Slovenijo pred stoletjem iz Francije preko Italije. Na bivšem Kranjskem so začeli balinati okrog leta 1910. Igra je bila takrat igralcem v razvedrilo in zabavo. Že leta 1935 je bilo v Sloveniji veliko balinarskih klubov, ki so bili sicer bolj neorganizirani, vendar so med seboj igrali tekme. Pomemben preskok je šport dobil z osamosvojitvijo Slovenije, saj je Balinarska zveza postala ena od športnih zvez, vključenih v Združenje športnih zvez in Olimpijski komite Slovenije. Tudi Medvoški balinarski klub ima že dolgo tradicijo, vse od leta 1977. To se pravi dobrih 45 let. Delujemo tako, kad delujemo, nekaj dobimo denarja od občine, samo to je čist tako, v bistvu komaj, da preživimo. Ne. Imamo okrog 30-40 članov in mi vzdržujemo v bistvu ta klub. Objekt je ogromen, veliki, veliko denarja porabimo tu za elektriko, po zimi imamo ogrevanje na kurilno olje in to je to. Klub se v svoji dolgi zgodovini pohvali tudi s kupom pokalov in zmag na tekmovanjih in kljub težavam še vedno redno tekmujejo. Tekmujemo v drugi ljubljanski ligi, imamo okrog 15 igralcev registriranih, nič posebnega, to je to. Tako kot vsa dosedanja leta je bil tudi letošnji turnir mednarodni, saj so se ga že tradicionalno udeležili tudi tekmovalci iz Bazovice v Italiji. Balinski klub se kliče Zarja, imenuje Zarja. Bazovica je že letos bo stoletnica, ko to delamo in v balinjenje je 40 let, drugo je nogomet, telovadba ženske, pa razne stvari. Povezave z zamejskim klubom sežejo nazaj vse do leta 1978, ko so se med zamejskim klubom in društvi iz Medvod in okolice stkale močne vezi
Saj so se s klubi Zarja iz Bazovice bratili tako kegljači, kot tudi nogometaši in člani zbirskega turističnega društva. Zato, jaz se spomnim z Bilje, ko smo bili, ko je bilo to obratanje, je bil moj oče, ko je skoraj dirigiral ta robo. Nes je bilo 3 avtobuse, tukaj smo odigrali na tekmah. Jaz se spominjam, ko je bil en krasen dan, prav lepo. Petja, pitja, vse. Lepo. In to bi bilo lepo, tudi za me je bilo lepo, da so me zdaj tisti, ki prišli. Nažalost so z leti ta obsežnejša druženja in srečevanja zamrla, kot je skoraj zamrl tudi spomin nanje. Tako velja pohvaliti balinarje, ki to vrstno druženje gojijo vse od takrat. In če na eni strani nekatera sodelovanja usihajo, se na drugi strani pojavijo nova, kot je sodelovanje z balinarji iz Bohinjske Bistrice. To traja že približno 8 do 10 let. Mi gremo tle v Medvode večkrat, tudi kakšne treninge skupaj naredimo, oni nam povračajo to. Bohinjski balinarji še posebej radi v Medvode prihajajo po zimi, ker sami nimajo pokritega ogrevanega igrišča. Medvoščani pa se v Bohinj hodijo hladiti in balinat poleti. Na koncu še rezultati turnirja. Zmagala je ekipa brata Smuk pred ekipama Medvode in Golišče. So pa balinarji svoje druženje nadaljevali še dolgo, saj je bil to njihov prvi večji turnir po času korone. Ta teden se je v naši občini res veliko teklo. O včerajšnjem občinskem krosu prihodnjič, tokrat pa o medvoškem teku. V športnem društvu EFI so prvič organizirali medvoški tek leta 2011, preteklo soboto pa je doživel svojo 9. izvedbo. Po 2 odpovedih zaradi epidemije koronavirusa so medvoščani ponovno lahko tekli na 5, 10 in 20 kilometrski razdalji, skupno tokrat okrog 230 tekačev in tekačic vseh starosti. Če medvoški tek morda ne privabi toliko tistih najbolj vrhunskih in najhitrejših tekačev, pa vsako leto privabi lepo množico rekreativcev, ki v teku predvsem uživajo. In tako se je na letošnji 9. izvedbi po 2 letih premora nabralo zares lepo število tekačev vseh starosti in zmožnosti. Zelo zadovoljna, 2 leti nismo imeli teka, se pravi ta zadnji tek je bil 2019, tako da sem zelo zadovoljna, da smo letos sploh speljali. Presenečena sem nad udeležbo, pričakovali smo veliko manj tekačev, tako da super. Kakšne so bile na koncu številke? Zdaj še niso vsi tekmovalci prišli v cilj, ampak štartalo jih je 261. Velika večina, 150 udeležencev, je sicer tekla na najkrajši 5-kilometrski razdalji, torej en krog, ki vodi od športne dvorane Medvode proti Senici, na ladjo in ob železnici po Makedamo na Svetje, mimo glasbene šole in lekarne v center Medvod, okrog tržnice in nazaj po Donovi cesti do športne dvorane. Med njimi je izstopala številčna skupina šolarjev osnovne šole Medvode, kar 40 jih je bilo, ki je imela ob progi tudi najbolj glasno podporo. Ja, seveda, to je bil naš kar projekt, tako da naša svetovalna delavka pa naši športni pedagogi so letos organizirali prav priprave na medvoški tek in še naprej bodo celo leto spodbujali tek, zato ker smo rekli, da imamo pač priložnost, da spodbujamo gibanje. Tako da tudi Maruša, gibalno ovirana učenka, je šla z nami na ta tek in se odlično počuti. Evo, prišno iz medvoškega teka. Kako je bilo teči to Medvode? V redu. Kako to, da ste se odločili, toliko velika skupina, kaj je bilo to načrtno? Smo nas sami prijavili. Pripravljali smo se najprej, pa so nas avtomatsko prijavili. Aktivnost v šoli. In radi tečete? Ja. Zakaj? Ne vem. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Ja, res je. Pa je bilo težko, je bila težka proga? Ja, kar. Videli smo, da ste imeli ogromno enih navijačev, je bilo potem kaj lažji, ker so vsi navijali za vas. Kdo so bili to? Ja, sorodniki pa tlele še iz šole. Ste bili veseli podpore? Ja. A boste drug let spet prišli? Ja, ampak na 10 ne. Številčna je bila tudi udeležba članov športnega društva EFI, preko katerega za promocijo in razvoj teka skrbi organizatorka medvoškega teka, nekdanja olimpijka Evfemija Štorga.
Ja, mojih tekačev mislim, da jih je bilo kar čez 30, krepko čez 30. Ukvarjamo se pa že od samega začetka. Društvo smo registrirali 2008, od 2012 se je prva skupina pojavila, to so trmaste. Drugače delamo pa tudi na mladem rodu. Imamo atletiko, tudi sodelujemo z atletskim klubom Kranj in skozi vedno več imamo mladih nadobudnih tekačev. Jaz jih pa spodbujam, naj čim več probajo teči, se ukvarjati s športom, družiti se in tako naprej. Tudi medvoška podjetja podpirajo množični tek, tako smo videli kar nekaj organiziranih skupin, med njimi tudi tekaško skupino podjetja Prima Filtertehnika iz Sore. Ja, mi spodbujamo zdravje in šport, tako na delovnem mestu, kot tudi v rojstven času, tako da smo se odločili, da pridemo. Koliko vas je bilo? 7 plus podmladek. In kako je teči na medvoškem domačem teku? Ja, super, lokalno. Kaj podpore je bilo čuditi tudi? Ja, zelo veliko podpore navijačev, tako družinskih, kot medvoščanov, super vzdušje. Na najkrajši 5-kilometrski razdalji sta slavila Tjaž Dolgan, aka Pivka in Dora Suljanović, aka Škofja Loka. Na najdaljši 20-kilometrski Franci Volkar, ŠKD Mekinje in Karmen Vaukman, teka Šmarnogorska naveza. Na 10-kilometrski pa Dino Grbić, aka Kranj in Zala Zupan, NŠD Medvode. Ja, znaš, na začetku kar dober, kad se še dosti spuščaš, pa on medvoški klanc, ki je že ta prvi krog sem videl, tole pa kar bom moral se malo šparati, tako da sem se drug krog malo bolj šparal, ampak znaš, super tekma, ampak tale klance pa ti kar da delati. No. Prvič na medvoškem teku? Meni se da drugič. Kako vam je všeč? Ja, super, jaz sem danes sem videl, da je tekma. Sem rekel, nič, na mestu treninga grem raje tole narediti, pa bo. Tako da super, jaz upam, da v drugi let spet, no zdaj meni se 2 let ni bilo, pač, se vemo zakaj. Zdaj pa tako da upam, da zdaj brez prekinitev naprej. Upajmo, da res brez prekinitev, že prihodnje leto se namreč obeta jubilejna 10. izvedba. Medvoški policisti so v preteklem tednu obravnavali 3 prometne nesreče. Na parkirišču trgovine v Medvodah je nespreten voznik trčil v parkirano vozilo in pobegnil. Priča dogodka je oškodovanki na vozilu pustila listek s podatki povzročitelja, policisti pa so po ogledu kraja nesreče pričeli z zbiranjem obvestil o pobeglem vozniku, ki bo seveda prejel globo tako za povzročitev nesreče kot za pobeg. Občan je v Sori trčil v srno, ki je trčanje preživela. Voznik pa je imel poškodovano vozilo. Policisti so v skladu z zakonom odstopili od ogleda. In še ena nesreča se je zgodila v Sori, kjer pa sta tako udeleženca kot njuni vozili izpolnjevala pogoje za udeležbo v prometu, zato so policisti tudi v tem primeru izdali obvestilo o odstopu od ogleda. Prav veliko tatvin v tem tednu ni bilo. Iščejo samo neznanca, ki je po noči na Seničici odtujil bakrene kable. Če imate kakšno informacijo, bodo policisti seveda veseli informacij. Policisti so morali posredovati tudi pri sporu med družinskima članoma, o sporu še raziskujejo. Našli pa so lastnika pozabljene gotovine na bančnem avtomatu, iščejo pa lastnika nahrbtnika, ki ga je našel občan in ga izročil policistom. Medvoški policisti so sodelovali tudi v postopku zoper tujca, za katerega je bil izdan evropski priporni nalog in ga odpeljali na sodišče v Ljubljano. Občanka pa je na medvoško policijo prijavila fizični napad, ki sta jo nad njo izvršila nečaka. Po zbranih dodatnih obvestilih bodo policisti kršiteljema izrekli globo. Do 16. oktobra policisti poostreno spremljajo pešce v prometu ter seveda vse, ki se z njimi srečujete v prometu. Pešce obenem še pozivamo, da ponoči uporabljate odsevnike, da boste bolj vidni. Medvoški policisti so del Policijske uprave Ljubljana in več o njihovem delu lahko spremljate tudi na Facebook profilu Policijska uprava Ljubljana. To je bilo vse za nocoj. Naj še enkrat spomnimo, da je še čas, da vložite kandidaturo na letošnjih volitvah. Informacije dobite tudi na spletni strani občine Medvode. Za tiste, ki ste se že odločili za kandidaturo, pa bo dobrodošla informacija, da je tudi televizija Medvode na spletni strani že objavila volilna pravila. Če si boste želeli nekaj promocije, bomo kar nekaj minut kandidatom, tako kot običajno, namenili tudi brezplačno. Se vidimo čez teden dni. Nasvidenje.